Juhu, danes imam pa pri sebi Katarino Habe, živa. Živja. Naredili bomo delavnico za soočanje s tremo. Katarina je doktorica psihologije, ki poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Daj točno povej, s čim se ti ukvarjaš zadnjih, koliko je to let že? To je pa zdaj že dobrih 25 let. Okay. Zelo intenzivno in raziskovalno ter praktično z obvladovanjem treme in z dejavniki, ki vplivajo na uspešnost nastopanja. Se pa vedno znova ta trema nekako postavi v spredje. Meni všeč, kaj ti rečeš, v bistvu nama s treme rečeš prednastopno vznemirjenje. Tako nekako, tako malo mi je manj negativno, ker jaz, kaj slišam trema, jaz sem tudi ful treme. To je meni grozen. Se mi zdi, da ti ne dojemaš tega, to grozen ali... Sama beseda je že v naš kolektivni spomin programirana kot nekaj negativnega. Tako da imaš prav, da vsak, ki sliši besedo trema, že se kar malo telesno zakrči. In v tujih raziskavah so začeli v performance psihologiji pred parimi leti nagovarjati ta fenomen kot prednastopno vznemirjenje, zato ker je tako pomembno, kako ti nasloviš eno stvar. Ali jo nasloviš kot nekaj, kar ti lahko služi, ali že v osnovi kot nekaj negativnega. Tako da zelo bi bili presenečeni, kako samo poimenovanje lahko usodno vpliva na to, ali bomo šli mi v pozitivno smer izrabe energije ali pa v negativno smer, ker energija je pa ista. To, da imamo mi v telesu povečano stanje vzburjenja fiziološkega, kar pomeni, da nam se srce hitreje bije, da začnemo bolj plitvo dihati, ko imamo vse te stresne reakcije, to je normalno. Zdaj pa, kaj bomo pa mi s tem naredili? Ali bomo temu dali plus ali pa minus in šli v eno ali drugo smer, to je pa na nas. Ti si imela tremo? Pri violini, ne govor. Hudo. Rečemo, čim bolj sem hodila proti smeri, ki mene spravlja v stik same s sabo in z vsem, tem manj je bilo tudi teh občutij, da bi jaz lepila nalepko minus zraven. Seveda tudi zdaj, ko imam neko drugačno situacijo, je normalno, da se kot prilagoditev odzovem, tako da čutim več vznemirjenja. Imam jaz tudi par takšnih tehnik, jaz jim rečem kar SOS tehnike. To boš vse pokazala. Vse bom pokazala in to naredimo tik pred zdajci. Imaš pa tehnike, s katerimi sam sebe uravnavaš na dolgi rok in se treniraš ravno tako, kot treniraš glas ali pa inštrument, ravno tako treniraš svojo psiho. In dobra stvar, vse te zadeve lahko mi tudi na splošno v življenju uporabimo. To ne pomeni, da je samo za nastopanje, to je za oder življenja. Dobro si to zdaj rekla. Se pravi, trema je pozitivna stvar, v bistvu, ker jo vsi imamo. Tako. V kakšnem smislu jo lahko izkoristimo, kako mi lahko pomaga? Predvsem v tem smislu, da to poveča budnost našega organizma, kar pomeni, da je tudi večja aktivacija, s tem boljša pozornost, koncentracija in boljši spominski priklic. Seveda mora biti v stanju optimuma. Če pa mi začnemo začarani krog katastrofiziranja in razmišljamo, groza, kaj se mi zdaj dogaja, potem pa gre to globje in globje in se tudi telesni simptomi povečajo in nas potem vse te telesne senzacije zalijajo. Tako, da bi bili preplavljeni z vsemi občutki, ki nam ne služijo več. Ok, štekam, ja. Daj povej malo, kaj vse bomo delali na delavnici? Kako boš gledala? Najprej bomo izrazili vsak svoja doživljanja ob nastopanju in se spraševali, kaj je naš namen, kaj mi želimo doseči z nastopanjem. Ker ko to ozavestimo, lahko že marsikatero oviro v sebi preidemo. Potem bomo prepoznavali znake prednastopnega vznemirjenja vsak pri sebi. Govorili bomo o dobrih in slabih izkušnjah nastopanja. Vse to bomo delali po skupinah, zaradi tega, ker je fino, da tudi vidimo, da mi nismo v tem sami. Namreč meni moji študenti, glasbeniki dostikrat rečejo, da je največja olajševalna okoliščina ta, da se zavejo, nisem jaz čuden, ker to doživljam,
To doživljajo v bistvu vsi, samo eni si upamo povedati, drugi pa to kar nekam potisnejo in sami v enem kotu trpijo. Ne? Ja, vse se da nagovoriti in vse z vsemi stvarmi se da narediti spremembo. Sam, če želiš spremembo, moraš biti sprememba, nekaj moraš narediti. To, da boš pa ti kar v luft gledal, pa upal, da se magično zgodilo, da tokrat pa ne boš imel problemov s tem, da te preplavlja pretirano vznemirjenje. To je tako, iluzija, to pač ni realno. Ja. Kako bo praktična ta delavnica? Zelo praktična. Jaz sem zagovornica tega, da je treba preizkusiti in videti, kaj deluje. Tudi želim nagovoriti vse, ki pridejo v smeri tega, da je treba poslušati svoje telo in tak notranji kompas, ki ti govori, katera je tvoja pot. Nekaj, kar deluje za nekoga 100%, za nekoga drugega ne bo, ker smo si različni. Vsak od nas je nek unikum, ki more zase nabrati tisto, kar deluje. Ampak če delaš na tem, deluje. Ja, štekam. Se pravi, boš pokazala več korakov različnih, tako. Pa bomo pol zbrali tisto, kar... Tako, potem bo pa vsak zbral tisto, kar začuti najbolj kot svoje. In potem pa imamo pot naprej. Zdaj, če želiš, da to deluje, potem moraš na tem tudi delati. In to ne delaš samo pred nastopom, to delaš vsakič, ko greš ti vaditi, imaš določene rutine, ki jih razvijaš tako, rečemo, potem izbereš eno prednastopno rutino. In to prednastopno rutino potem treniraš pri vadbi in uporabljaš pri nastopanju. Tako da to je kar kompleksna zadeva, ampak ja, meni je največje veselje, ko vidim, kako se da osvoboditi nekih spon, ki te vežejo dolg časa že in kako je fino, ko slečeš to in zažariš v glasbi. Ja. A imaš še kakšno taka stvar za podelitev delavnici? Ja. Drugače pa odpirava tudi možnost za vaše vprašanja. Bomo zelo dobrodošla, ja, vedno. Tako da nam napište, pa te pol še lahko kasneje vprašamo, ja, kaj, če bi zaključili. In tudi tisti, ki bodo prišli na delavnico, jaz rada vodim na ta način, da izhajamo iz vprašanj udeležencev. Tako da nobeno vprašanje ni čudno, čisto vsako je tehtno. Tako da meni je to dragoceno, ker lahko pol konkretno navezujem na tiste izzive, ki jih konkretni ljudje, ki pridejo na delavnico, doživljajo. Tako da mogoče bi pa želela z vami podeliti eno takšno izkušnjo, ki me je globoko ganila in dala dodaten uvid v nastopanje. Pred kratkim sem bila na enem čudovitem koncertu, kjer je nastopil, mislim, da je 13-letni fant, ki se 3 leta uči klavir, je v 5. razredu glasbene šole in je imel Chopinov recital. In kar je mene presunilo, je to, da je bil to eden izmed najlepših koncertov od vseh, kar sem jih jaz slišala. Slišala sem ogromno koncertov. In to ni bil koncert brez napak. Tukaj so bile drobne napakce. Ampak tisto, kar je naredil ta koncert tako odličen, je bila popolna predanost tega fanta. Ko je on igral, on je Chopinove zvoke spuščal prek sebe in imel tako občuteno interpretacijo, da je bila tišina polna in zvok prazen. In to je tisto, kar mi želimo v glasbi. Najti to čarobno formulo in se osvoboditi tendence našega materialističnega sveta, da mora biti stvari brez napak. Kaj ti pomaga brez napak, če sporočilo glasbe ni predano? Kar je pomembno, je to, da se naša srca povežejo in da stopimo en tak makrokozmos glasbenega sveta. In to je tisto, kar mi želimo v muziki doseči. In čim bolj se tega zavedaš, čim bolj se temu približaš, tem bolj si osvobojen vseh teh fenomenov, ki so malo patološki, in tem bolj si zadovoljen sam s sabo in drugi s tabo.
Ja. Tako da to bi si želela za vsakega od nas, da se čim večkrat spomnimo, kaj je bistvo glasbe in kaj je bistvo tega, da mi nastopamo. Tukaj si zdaj to lepo povedala, da bova kar s tem danes zaključile. Hvala, da ste bili z nama. Ja, hvala, se vas veseliva in upava, da pridete na delavnico. Če imate pa kakšno vprašanje, smo vam pa tudi vedno na voljo. Ajde, čau, čau. Čau.